Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Vsi starši malih otrok, ki obiskujejo vrtce, zagotovo poznajo ta problem. Vsake toliko še vedno izbruhne mini epidemija uši v kakšni skupini, morda v celem vrtcu, in potem izgine in se periodično vrača. Nič posebnega, nič alarmantnega ali strašnega, no je pa v povezavi s tem ena težava v enem od mariborskih vrtcev, ker pa ta trenutek ravno teče burna razprava na to temo. Bom kar postavil mikrofon in zdaj vidim se vzgojiteljica Vlasta ravno pripravlja, da bo nekaj razložila. Glejte, gospod, da vam še enkrat razložim. Mi smo pri Niku opazili uši, ampak zato, ker starši njegovi niso bili pripravljeni podpisati dovoljenja, da mu mi glavo oziroma lasišče pregledamo, smo lahko samo oddaleč gledali. Nik je zelo živahen otrok in smo oddaleč opazovali in videli te uši. Jaz nobenega ne obtožujem, da je moja hčerka uši dobila. Pa ni mi zdaj važno, kdo je bil prvi. Samo povejte mi, kdo je tak bolan, da ne dovoli, da se otroka dotikate. Se pa vi ste tu vzgojiteljice vrtcev, ali se morate otroka dotakniti. Ja, kak je to starš, kaka je vzgoja? Ja, gledaj, ne vem jaz točno, mi smo pač te izjave ven dali, vsi so podpisali, razen dveh, eno teh je pač od Nika Ata. Pa kjer je to? Tam, od zadaj stoji, gospod. Čuješ ti? Ja, jaz? Ti, ja? Pa kaj ti si bolan, ali kaj? Kaj ima tvoj frod stiroporno glavo, da se ne smeli dotikati, tu vzgojiteljice, ali kaj? Pa kaj ste vi zmešani? Vi pa ste? Starš tu enega od otrok, Tomič. Tomič? Kaj z Maribora ste? Ne z Bihača, budala. Kaj je zdaj to važno? Tvoj frod je imel uši, one pa morajo daleč gledati, ko skačejo. Gledajte, to je bila njegova želja, on pač ne mara, nima rada se mu nekdo glave kar tak dotika. Še jaz recimo, ko ga tretjič povožam, glavo makne. Pač nima rad. Kak je shodo, si od takrat dalje sam glavo pere, sam se češe, kapo si sam gor daja. Tudi frizerju, ko pridem, on sam reče, tu ob strani me malo dajte z mašinco gori, pa ne dirajte. Pa verjetno se tudi frizeru sam pelje, ne? Kako to mislite? Ja, ker nima rada, ga ti voziš, tele, ne? Verjetno sam gre pa bučno parkira. Okay. Pa kaj ti si blesal, ali kaj? Kaj, mogoče viš, da je z mano kaj narobe? Pa z mojim otrokom, ki je od tvojega uši dobo, pa zdaj tak to sploh ni važno. Domnevno je. Dobro, domnevno. Pa jaz sem v svojem življenju 100 kil ključov v glavo dobo v šoli, ko mi je razrednik vrgo. Sicer zdaj ne preverjam to, ampak bi se znal kar strinjati s tem, ja. Hočem ti reči, tudi če kdo koga za uhe potegne, ali pa ob strani, ko so mu krajšali, je to normalno. Kaj boš pustil, da mu lobadar po glavi hodi? Ker se ga ne smel dotakniti ona. Jaz ponavljam, domnevno je imel moj otrok uši. Malo makni mikrofon, glej, jaz te lahko zdaj, sem prej bolj blizu. Ja, kaj? Jaz te domnevno tak v pleksu zažgal, da domnevno dihati, naš mogo bolj tem pa skoleva na brado zaključil, pa všti vi imejte uši doma, pa se našlatate po glavi. Se te niste buldogi? Dobro, dragi dame in gospodje, kot slišite, zna to eskalira, do naslednjič ne pozabite, resnica ni blenica, vendar marsikomu smrdi.